Živijo, gospod Godler, in dobrodošli nazaj v mojem kotičku prihodnosti. Ne, mislim, da lahko v prihodnje pričakujemo več takih videov, vsaj za nekaj časa. Vam bom pokazal, kaj mislim, kar na prebivalstveni piramidi. Evo, vsi ljudje v zgornji in spodnji petini so pred to tehnologijo varni. Tisti mlajši, zato ker so z njo odraščali in so na njo navajeni, medtem ko tisti starejši, zato ker pač nimajo interneta. Problemi se začnejo v tej starostni skupini, med 20 in 40 let, kjer se načeloma večinoma zavedamo obstoja teh tehnologij, a se lahko na njih malo spozabimo, predvsem ko gre za laž, ki bi si želeli, da je resnična. Kaj? Da je bila izmišljena tista samska mamica v moji bližini, ki si želi seksa? Kako? Potem naslednja starostna skupina je tale, med 40 in 60 let, ki so sicer že slišali za umetno inteligenco in lažne posnetke, a niso ravno najboljši v tem, da jih prepoznajo in so tudi nasplošno nekoliko bolj naivni. Mislim, to so isti ljudje, ki še vedno računajo na penzije. Jaz ne bi jih pričakoval, da bojo prepoznali prevaro, ko jo vidijo. In na koncu pridemo še do skupine med 60 in 80 let starosti. To so ljudje, ki si na Facebooku nastavljajo profilne slike z rožami in ki pišejo komentarje na reklamne novice, tako imenovani mladi upokojenci, oziroma, kot jim pravijo spletni prevaranti, ciljna publika. Tu pa naivnost žal doseže svoj vrhunec in lahko pričakujemo, da če bojo videli kakšen nateg, bodo nanj nasedli popolnoma brez premisleka. V bistvu je tu umetna inteligenca že skoraj malo odveč, lahko jim stvar narišete in ne bojo dojeli. Tako da, dokler so te ljudje naokoli, bodo globoki ponaredki še naprej aktualni. A brez skrbi, saj so taki videi relativno redki, predvsem pa se pojavljajo zgolj na internetu. Temu, kar vidite na televiziji, lahko še naprej verjamete popolnoma brez zadržkov. In to je bilo vse od mene. Gospod Godler, bi mogoče še vi radi kaj dodali? Bravo, Marko, odlično si to povedal in dobiš povišico. Jaz sem Jure Godler in obožujem velike zašvicane riti. Sploh ne morejo biti prevelike ali preveč zašvicane, ker sem na njih tako blazno nor. Nor kot semafor. Kaj bi dal sedaj za eno veliko ogromno rit? Njami, njami, veliko rito mami. Kako sem pokvarjen mali mož. Upam, da se čez te moje opevanje velikih njami riti ne pritoži kdo iz inštituta 8. marec, ker so fovš, da njihove riti niso za nikamor in potem to oddajo začne voditi kdo drug. Po možnosti par let mlajši in s primorskim naglasom. To bi bilo grozno. Zame, mislim, publika bi verjetno preživela. Tu je še nekaj stvari, ki jih mislim. Kolesarstvo je zabit šport. Sovražim gasilce. Za psa se odločijo ljudje brez prijateljev. Dajmo Rusija! Sedaj pa vračam besedo tebi, Marko, ker sem se ponovno spomnil na velike sočne riti in mi moja obsedenost z njimi ne pusti normalno voditi oddaje. Gospod Godler, nisem vedel, da gojite tako nebrzdano strast do velikih zadnjic. Pa tudi ne vem, če je to primerna vsebina za na televizijo. Wow, kako škandalozno. Jaz samo res upam, da se kdo ne obregne ob te vaše izjave, ker to bi bilo zelo slabo. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal, imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.